Lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. V teh dneh so tudi Kranjsko goro preplavili ljubitelji Harley Davidsonov in v ta namen so v Zgornji Savski dolini poskrbeli, da jim ni bilo dolgčas, ter da se je nekaj dogajalo za vse, tako za ljubitelje motornih hlapov, kot za ljubitelje kulinarike in dobre glasbe. V petek in včeraj je Kranjsko goro zaznamovala prireditev Jej lokalno, okušaj globalno, kjer se lokalni gostinski ponudniki predstavljajo s svojimi dobrotami. Ta konec tedna je bil v znamenju motoristov, natančneje voznikov Harley Davidsonov. Lahko rečem, da je center Kranjske gore, ne samo center Kranjske gore, ampak cela občina oživela. Bilo je glasno preko dneva in noči. Tako kot lansko leto smo se tudi letos odločili, da postavimo vasico, poimenovali smo jo Harley Davidson Village. Program smo popestrili z ponudbo hrane in pa pijače, nadgradili za glasbo. Vse skupaj pa letos razširili še na dodatno lokacijo, in sicer na sam vhod v Kranjsko goro, kjer se je pri Sporti baru dogajalo tudi ne samo predstavitev Harley Davidsonov, ampak so tam postavili tudi trgovino z spominki, z oblekami, zvečer pa se skupaj seveda rock koncert s Perotom Lovšinom. V sklopu prireditve Harley Davidson Village smo tudi letos skupaj z številnimi ponudniki hrane in pijače iz Kranjske gore pripravili prireditev Jej lokalno, okušaj globalno. Vse skupaj se je predstavilo 6 ponudnikov in mislim, da so z hrano, ki so jo ponujali, presenetili vse tako obiskovalce, motoriste kot pa tudi domačine. Seveda pa brez glasbe ne gre. V petek je bil tukaj v vasi tudi koncert, prav tako v soboto, in mislim, da vsi tisti, ki so si to prireditev ogledali, da so bili z njo zelo zadovoljni. V takem tempu bomo nadaljevali tudi vnaprej. Prireditev se je res dobro prejela in s tem želimo v bistvu predstaviti hiše, ki delujejo ne samo v Kranjski gori, ampak po celotni občini, restauracije in pa gostilne, da pridejo iz svojih objektov tukaj v vas, se predstavijo širši javnosti in jih na koncu napotijo tudi v svoje objekte. Lahko rečem, da se je prireditev zelo dobro prejela, ljudje jo sprejemajo, obisk je bil odličen, vzdušje tudi tako, in mislim, da bomo tudi v naslednjem letu vse skupaj še nadgradili, tako da bo Harley Davidson v bistvu vikend tak, kakor pa mora biti, in si ga motoristi, ki obiskujejo naše konce, v velikem številu, z leta v leto več tudi zaslužijo. Sinoči je vse zbrane, kot rečeno, zabaval še Pero Lovšin. Skupaj s španskimi borci je na koncertu v Kranjski gori nekako napovedal veliki koncert ob 40-letnici obstoja, ki se bo zgodil konec oktobra v Ljubljani. Ob taki glasbeni karieri, kot jo ima Pero, je težko reči ne in se upokojiti, saj ste ravno poslušalci tisti, ki glasbenike vedno znova vzdignete in jim date dodatno energijo za nastope na odru. Pero je imel na odru še dodatne goste, in sicer poleg španskih borcev so bili to še Grega Skočir ter najboljša ženska rock skupina pri nas Hellcats. Obiskovalce pa je ogreval domačin Anže. Počitnic je konec in to je čas, ko tudi na kranjskogorskih žičnicah lahko potegnejo črto pod letošnjo poletno sezono in ugotavljajo, koliko ljudi jih je obiskalo v vročem poletju. Sezono so upravičeno lahko zadovoljni, seveda pa obratovanje nadaljujejo. Poletna sezona oziroma jesenski del naše sezone bomo podaljšali do krompirjevih počitnic.
trenutno še obratujemo do vključno nedelje 10. septembra vsak dan od 9. do 17. ure, potem pa bomo obratovanje prilagodili jesenskemu terminu, in sicer od petka do nedelje v primeru lepega vremena od 9. do 17. ure. Seveda pa bomo imeli v času krompirjevih počitnic ponovno odprto vsak dan od 9. do 16. ure, tako da smo tudi že sedaj z rezultati poletne sezone zadovoljni. Prepeljali smo več kot 33.000 obiskovalcev trenutno. Upamo, da jih bomo v jesenskem terminu prepeljali še okrog 5.000, tako da bomo izpolnili plan za letošnjo poletno sezono, ki je po vseh kazalcih za nekje slabih 20% boljša kot lanskoletna, ki je bila rekordna. Na samih napravah potekajo nujno vzdrževalna dela in v sodelovanju s turističnim gospodarstvom in s Turizmom Kranjska Gora smo se odločili, da ukolikor bodo vremenski pogoji ustrezali, da zimsko turistično sezono 2017-2018 odpremo v petek 24. novembra. Upamo vsi skupaj na res nizke temperature v drugi polovici novembra. In upamo seveda na uspešno zimsko turistično sezono in pa seveda na dobro sodelovanje z novimi lastniki in pa seveda tudi z novim vodstvom, ki je v podjetju RTC Žičnice od 1. septembra letošnjega leta dalje. Na prireditvi Šport za vse na Hrušici so ta teden slavnostno predali namenu novo športno igrišče na Hrušici, ki sta ga odprla župan Tomaž Tom Mencinger in NHL zvezdnik Anže Kopitar. S prireditvijo so zbrali tudi več kot 1000 evrov za priprave Hrušičana Jerneja Slivnika, ki se bo naslednje leto udeležil paraolimpijskih iger v Južni Koreji. Resnično najprej čestitke Športno-kulturnemu društvu Hrušica za to resnično veliko pridobitev. V tem delu pohvala vsem, ki ste sodelovali na tem projektu. Prvo Anžetu Kopitarju, potem občina je že tako vstopila v ta projekt z odkupom zemljišč za igrišče in pa tudi ostali donatorji, ki so prispevali svoja sredstva. V tem delu lahko rečem, če te zgodbe ne bi bilo zaključeno, če ne bi bilo tudi veliko prostovoljnega dela članov društva, tudi tega ne bi bilo. Me pa zelo to veseli, da lahko rečem, da je to igrišče večnamensko, ki bo tudi odprto in bo praktično v uporabi za vse zainteresirane. Še enkrat hvala za vaš prispevek, hvala za to donacijo in pa seveda smo ponosni na to pridobitev. Hvala lepa in pa čim bolj uporabljamo to lokacijo. Kljub slabemu vremenu je bila prireditev dobro obiskana. Organizatorji pa so poskrbeli za zabavo vseh, tudi najmlajših, ki so se preizkušali v spretnostih klovna Jake, sestavljanju kocki in drugih aktivnostih, si ogledali čarovnije čarovnika Magic Braneta ter spoznali ekipo Jerneja Slivnika. Za zabavo je do poznih večernih ur skrbela skupina Rock and Band. Ob zaključku prireditve pa se je, kot rečeno, s prostovoljnimi prispevki za Jerneja Slivnika nabralo dobrih 1000 evrov, kar mu bo olajšalo priprave za paraolimpijski nastop v južnokorejskem Pjongčangu. SIA-Kroni je ta teden zagnal novo 30 milijonov evrov vredno investicijo v AOD pretvornik, ki predstavlja pomemben element realizacije strategije poslovnega področja jeklarstva skupine SI do leta 2020. Z novo pridobitvijo SIA-Kroni načrtuje povečanje proizvodnih zmogljivosti nerjavnih in specialnih jekel ter krepitev položaja na nišnih jeklarskih trgih. Poleg večjih proizvodnih zmogljivosti nova investicija prinaša tudi skrajšanje časa izdelave nerjavnih jekel in s tem sprostitev dodatnih zmogljivosti za druge proizvodne programe. Glavni direktor SIA-Kroni Branko Polanc je na odprtju izpostavil, da je investicija v AOD pretvornik še en dokaz, da v SIA-Kroni nenehno stremijo k napredku in razvoju. Zato imajo posluh tudi njihovi lastniki, ki so od vstopa v letu 2007 v SIA-Kroni vložili že več kot 325 milijonov evrov.
Drage gledalke in gledalci, v drugem delu Kronike tedna prelistajmo še koledar prireditev. V sredo ob 17. bo redna seja Kranjskogorskega občinskega sveta. Na dnevnem redu so med drugim drugi rebalans proračuna za letos, predstavitev delovanja obeh osnovnih šol v občini in poročilo o stanju v gozdovih zaradi lubadarja. Sejo bomo prenašali na naši televiziji. Danes bi moralo biti na tromeji nad Ratečami srečanje planincev treh dežel, a so ga zaradi slabe vremenske napovedi prestavili na naslednjo nedeljo, 17. septembra. Tek na vrh velikanke v planici Red Bull 400 Planica 2017 bo v soboto z začetkom ob 11:30. Toliko smo vam pripravili v tokratni Kroniki tedna. Imajte se lepo in nasvidenje do prihodnjič.